Nočno nebo ni to, kar misliš, da je. Ni začetek časa, je pokopališče svetlobe. Vesoljski teleskop James Webb je pravkar poslal slike toplotnih modric v globokem vesolju, fizičnih brazgotin, ki jih je pustilo vesolje, ki je umrlo, še preden se je naše sploh rodilo. Ti podatki ne le prilagajajo zakonov fizike, temveč jih postavljajo na glavo in NASA je v paniki. Astronomka z univerze v Kansasu, Alison Kirkpatrick, ni mogla spati. Svojo poklicno kariero je posvetila proučevanju, kako galaksije rastejo in se razvijajo. Toda prve slike iz vesoljskega teleskopa Jamesa Webba oziroma JWST so jo pustile v dvomih glede vsega, kar je mislila, da ve. JWST je najbolj napreden in zmogljiv vesoljski teleskop, kar jih je bilo kdaj zgrajenih. Astronomom in znanstvenikom naj bi omogočil vpogled v preteklost, namig o tem, kako so nastale prve galaksije. Namesto tega je pokazal svetle, popolnoma oblikovane galaksije tam, kjer bi morala biti tema. Pojavile so se v delih vesolja, ki bi morali biti praktično prazni. Takrat naj bi bil kozmos tanek, meglic vodika in helija, ki se počasi ohlaja in lebdi, čaka, da gravitacija opravi svoje delo. Toda te slike niso imele smisla. Prvotna meglica naj bi trajala stotine milijonov let, samo lebdeča v vesolju, dolgo preden so se rodile prve zvezde. In ta prva nebesna telesa bi morala hitro izgoriti in razpršiti sestavine za vse, kar je sledilo. Torej bi moral biti vesolje v teoriji prazno platno. JWST pa je povedal drugače. Splošna predpostavka je bila, da je vesolje sledilo enemu modelu, lambda CDM. To je standardna zgodba o kozmosu. Vroč, veliki pok, nevidna temna snov, ki vleče plin v gruče in temna energija, ki vse skupaj žene narazen vse hitreje. Leta so podatki to potrjevali. Vesolje je bilo staro 13,8 milijarde let, ali tako smo mislili. Prva barvna slika teleskopa Webb je nastala leta 2022 in prikazovala jato galaksij imenovano SMACS 0723. Tako je bilo nekaj narobe. Bilo je preveč galaksij, bile so preveč svetle, ne bi smele biti tam. Raziskovalni članki so bili zavrženi, odvrženi v smeti. Če so bile slike točne, je bil časovni okvir zgodnjih galaksij napačen. Stari konsens o galaksijah je bil mrtev. Šibka packa v ozvezdju Volarja je bila glavni osumljenec. Njegovo kataloško ime je CERS 93316. Prva meritev pa je nakazovala, da so ga opazili pri rdečem premiku 16,7. To je bila številka, ki je dvignila obrvi. Rdeči premik je v bistvu časovni stroj, vgrajen v samo tkanino vesolja. Ko se vesolje širi, razteza svetlobo, ki potuje skozenj in jo vleče proti rdečemu delu spektra. Bolj kot je ta svetloba raztegnjena, bolj iz daljne preteklosti prihaja. Sčasoma se zdi, da gledanje globlje v rdeči premik ni več, kot da bi gledali dlje stran, ampak bolj, kot da bi opazovali vedno zgodnejše različice vesolja, ki se odvijajo v obratni smeri. Pri rdečem premiku 16,7 bi bil objekt iz obdobja približno 235 milijonov let po velikem poku. To je v obdobju, ko skoraj nič tako velikega še ne bi smelo imeti časa, da bi nastalo. Predstavljajte si celotno vesolje kot ogromno gradbišče. Ekipa je pravkar začela kopati na praznem zemljišču. 5 minut kasneje naredite fotografijo in sredi zemljišča stoji dokončan 100-nadstropni stolp. Luči so prižgane in vse brenči od aktivnosti. Ni bilo dovolj časa, da bi zgradili kaj takega, pa vendar je tam. Na posnetkih JWST v bližnji infrardeči svetlobi je galaksija izgledala prav kot takšna anomalija. Za trenutek je ustrezala profilu nečesa iz zgodnega vesolja, nato pa se je ta argument začel podirati. Tisti 16,7 je bila hitra ocena, pridobljena iz barve galaksije skozi nekaj širokih filtrov. Bila je bolj prva ugibanja kot dokončna sodba. Zato se je ekipa vrnila in uporabila JWST-ov spektrograf, instrument, ki podrobno bere svetlobo. Rezultat je spremenil vse. Izjemna oddaljenost je izginila. Pravi rdeči premik je bil 4,9. Običajna galaksija stara približno 1,2 milijarde let. Tisto, kar je izgledalo kot kozmični rekorder, se je izkazalo za prevaro zaradi poravnave. Na ravno pravi razdalji se je emisijska črta vodika lepo ujemala s 3 najbolj rdečimi filtri, medtem ko je niz kisikovih črt okrepil četrtega. Zasvetila je v nekaj pasovih, v preostalih je potemnela in posnemala nekaj veliko starejšega, kot je v resnici bila. Najbolj oddaljen objekt, kar smo jih kdaj videli, je bil privid. Toda ne vsaka galaksija se je sesula ob natančnejšem pregledu. Nekatere so popolnoma zdržale. Do leta 2024 je bilo preverjenih več 10 zgodnjih galaksij in večina jih je bila tam, kjer so to nakazovale njihove prve barvne ocene. Le nekaj jih je bilo, kot na primer Madež Boötes, ki so se izkazali za prevarante.
Prave zgodnje galaksije so običajno manjše in šibkejše, vendar so prestale vse preizkuse. Tako zgodnje vesolje ni iluzija. Le težje ga je razbrati, kot se zdi na prvi pogled. Toda ena težava še vedno noče izginiti in je hujša, kot si je kdo mislil. Adam Rees, dobitnik Nobelove nagrade, preučuje, kako hitro se vesolje trenutno širi. Njegova ekipa gradi tako imenovano kozmično lestvico razdalj. To je način merjenja po vesolju z uporabo znanih ponavljajočih se kozmičnih signalov kot stopnic. In to je povzročilo težavo, ki jo znanstveniki zdaj imenujejo Hubbleova napetost. Rees in njegova ekipa so uporabili svoj model in prišli do številke 73. Obstaja pa še en način za branje vesolja. Namesto da bi gledali bližnje vesolje, začnemo z najstarejšo svetlobo, ki jo lahko vidimo, s šibkim žarom iz časa, ko je bilo vesolje staro le 380 tisoč let. To je zamrznjena slika zgodnjega kozmosa, preden so obstajale zvezde in galaksije. Če vzamete to izhodišče in razvoj vesolja izračunate naprej s pomočjo standardnega modela, ne dobite 73, dobite približno 67. Ti dve številki bi se morali ujemati, pa se ne. Razlika med njima je zdaj dosegla to, kar znanstveniki imenujejo 5 sigma. To pomeni, da je razlika tako velika, da če ne bi bilo nič narobe, se skoraj nikoli ne bi pojavila po naključju. V praksi to pomeni približno 1 proti 3,5 milijona. To je skoraj 3-krat redkeje, kot da vas udari strela. Sprva so ljudje domnevali, da mora biti napaka v kozmični lestvici, vendar je JWST ponovno preveril. Napake ni bilo. Reis je uporabil JWST, da je ponovno preveril več kot 1000 svojih zvezd. Razdalje so se komaj premaknile. Njegova lestvica je zdržala. Niso pa vsi enotni glede tega, kje je težava. Wendy Friedman, astronomka na Univerzi v Chicagu, se je tega vprašanja lotila s povsem drugačno metodo. Namesto da bi se zanašala na isto kozmično razdaljno lestvico, je kot vodilo uporabila poseben razred rdečih orjakin. Njeni rezultati so bili okoli 70, točno med obema nasprotujočima si odgovoroma. To je pomembno, ker nakazuje, da napetost glede Hubbleove konstante morda ni tako preprosta, da bi imela ena stran prav, druga pa narobe. Težava je v tem, da nobena razlaga ni uspela zadovoljiti vseh. Ena izmed vodilnih idej je nekaj, kar imenujemo zgodnja temna energija, kratek izbruh dodatne energije, ki bi lahko spremenil širjenje vesolja kmalu po velikem poku. Če se je kaj takega zgodilo, bi to lahko pomagalo razložiti nasprotujoče si meritve. Projekti, kot je spektroskopski instrument za temno energijo ali DESI, preučujejo desetine milijonov galaksij in iščejo dokaze, da se je vesolje nekoč širilo drugače, kot mislimo. Morda ena skupina meritev še vedno vsebuje skrito napako. Morda se je temna energija sčasoma spremenila, ali pa standardnemu modelu vesolja popolnoma manjka en del. Tisto, kar naredi Hubbleovo napetost tako vznemirjajočo, je to, da presega običajne razlage. Prejšnje anomalije so pogosto izginile ob natančnejšem pregledu. Galaksija, ki se je zdela oddaljena, se je izkazala za bližjo. Nenavaden signal se je izkazal za zavajajočega. Skrivnost se je zmanjšala, ta pa ne. To je razlika med vesoljem, ki ga vidimo danes, in vesoljem, ki ga napoveduje naš najboljši model. Bolj natančno, kot kdorkoli to izmeri, težje je to razliko razložiti. Leta 2023 je Ivo Labe in njegova ekipa objavil članek, v katerem so izpostavili 6 objektov, ki ne bi smeli obstajati. Vidimo jih 500 do 700 milijonov let po velikem poku, ko je bilo vesolje še v povojih, vendar že izgledajo kot popolnoma razvite galaksije. Težava je bila njihova velikost. Po nekaterih ocenah so imele 10 do 100-krat večjo maso, kot je model dopuščal. Nekatere so bile videti, kot da imajo maso skoraj 100 milijard sonc, vse zbrane na območjih manjših od Rimske ceste. Če so bile te prve meritve pravilne, so imeli astronomi resen problem. Preprosto ni bilo dovolj časa, da bi te galaksije ustvarile toliko zvezd. Številke se niso ujemale. Tako se je preiskava začela znova, in ko so prihajali boljši podatki, se je nemogoče začelo manjšati. Astronomi so jih poimenovali majhne rdeče pike. JWST ni našel le ene ali dveh, opazil jih je povsod, kamor je pogledal. Ko so raziskovalci podrobneje preučevali njihovo svetlobo, so opazili nekaj nenavadnega. Namesto čistega podpisa, ki bi ga pričakovali od običajne galaksije, je svetloba kazala široke, razmazane emisijske črte. To je bil jasen znak, da se plin vrti okoli črne luknje z neverjetnimi hitrostmi. In to je spremenilo vse. Veliko teh objektov očitno skriva črne luknje, ki tehtajo milijone ali celo stotine milijonov sonc za svojimi gostimi oblaki prahu. To je pomembno. Črne luknje so lahko neverjetno svetle, tako svetle, da nas lahko zavedajo in mislimo, da vidimo veliko več zvezd, kot jih je v resnici tam.
Eden izmed prvih kandidatov je bil videti skoraj tako velik kot rimska cesta. Naša galaksija je potrebovala več kot 13 milijard let, da je zbrala toliko mase. Ta objekt je to očitno dosegel v le nekaj 100 milijonih let. Zaradi tega so se astronomi začeli spraševati, ali morda gledajo nekaj povsem drugega. Ena od možnosti je nekaj, kar imenujemo zvezda s črno luknjo. Črna luknja, zakopana v debelo kokonasto plast plina. Z oddaljenosti milijard svetlobnih let bi to lahko izgledalo kot ena sama ogromna zvezda. Če obstajajo, je JWST morda pravkar našel prvo. A še vedno obstaja težava. Zgodnje vesolje ni imelo na voljo toliko snovi. Večina običajne snovi je še vedno plavala naokoli kot plin, ne pa bila ujeta v zvezdah. Da bi te galaksije tako hitro postale tako masivne, bi morale doseči nekaj, česar še nikoli nismo videli. Skoraj vsak delček razpoložljivega plina bi se moral spremeniti v zvezde. Nato bi jih morali stisniti v en majhen prostor. Zdelo se je nemogoče, a obstajala je še ena težava. Nekatere od teh majhnih rdečih pik so presenetljivo šibke v rentgenskih žarkih. Aktivne črne luknje običajno močno svetijo v rentgenskih žarkih. To je skrivnost le še povečala. Nekatere izmed teh majhnih rdečih pik bi lahko bile s prahom obdane črne luknje. Nekatere bi lahko bile nekaj povsem drugega. Toda ideja, da so to masivne galaksije, je hitro izginjala. Bolj je šlo za to, da so astronomi šteli napačno svetlobo. Kaj pa, če galaksije niso problem? Fizik Rajendra Gupta je predlagal veliko bolj radikalen odgovor. Morda te galaksije izgledajo stare le zato, ker je vesolje samo starejše, kot mislimo. Njegov model, imenovan CCC plus CCC plus TL, premakne starost vesolja iz 13 do 8 milijarde let na približno 26,7 milijarde. To bi vesolju dalo skoraj dvakrat več časa za nastanek galaksij, zvezd in črnih lukenj. In nenadoma te galaksije niso več videti tako nemogoče. Da bi prišel do tega, je Gupta združil dve sporni ideji. Prva je dovolila, da se nekateri temeljni naravni konstanti sčasoma počasi spreminjajo. Druga pa posodablja teorijo, imenovano utrujena svetloba. Pri tej teoriji fotoni postopoma izgubljajo energijo, ko potujejo čez vesolje. Oddaljene galaksije so videti bolj rdeče, ne zato, ker bi se prostor razširil, ampak ker je njihova svetloba med potovanjem zbledela. Zveni prepričljivo, vendar večina fizikov ni prepričana. Gupta je to idejo objavil v recenzirani reviji leta 2023, drugi raziskovalci pa so hitro odgovorili. Njihov argument je bil preprost. Model je v nasprotju s preveč obstoječimi dokazi. Težko pojasni kozmično mikrovalovno ozadje, preostali sijaj velikega poka. Obstaja še večji problem. Težava je v tem, da je teorija utrujene svetlobe prisotna že dolgo časa in vsakič, ko so jo astronomi preizkusili, se ni izkazala. Če se vesolje širi, bi morale oddaljene galaksije izgledati bolj rdeče, manj svetle in raztegnjene na določen način. To je točno to, kar opazujemo. Teorija utrujene svetlobe lahko pojasni rdečenje, ne more pa pojasniti ostalega. Zato je sicer dober poskus reševanja skrivnosti, vendar večina astronomov meni, da to ni pravi odgovor. Kaj pa, če je bil problem veliki pok? Če ima kdo pravici predlagati radikalno idejo o vesolju, je to Roger Penrose. Je eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za črne luknje in je za svoje delo prejel Nobelovo nagrado. Njegova ideja se imenuje konformna ciklična kozmologija ali Triple C in začne se s preprostim vprašanjem. Kaj, če veliki pok ni bil začetek? Po Penroseu gre vesolje skozi neskončne cikle. Eno obdobje se konča, drugo se začne. To je cikel, ki se ponavlja znova in znova. Predstavljajte si, da bi pospešili čas za bilijone in bilijone let v prihodnost. Vsaka zvezda je ugasnila in snov je razpadla. Tudi zadnje črne luknje so izhlapele. Vse je izginilo. Penrose trdi, da na tej točki razlika med neskončno velikim in neskončno majhnim začne izgubljati svoj pomen. In če to drži, bi lahko konec enega vesolja postal začetek naslednjega. Z drugimi besedami, veliki pok morda sploh ni bil začetek. Lahko bi bil konec vesolja, ki je obstajalo pred našim. Penrose je šel še korak dlje. Predlagal je hipotetični delec temne snovi, imenovan aerobon. Če ti delci obstajajo, bi lahko pustili šibke sledi na nebu, ki bi jih bodoči teleskopi morda lahko zaznali. A tu je zanka. Da bi to delovalo, se mora prihodnost vesolja obnašati na načine, ki jih še nikoli nismo opazili. Zato večina kozmologov vidi Triple C kot zanimivo možnost in ne kot dokončno razlago. To je drzna ideja. Vprašanje je, ali se narava strinja. Penrose trdi, da je mogoče njegovo teorijo preizkusiti. Verjame, da je njegovo ciklično vesolje pustilo resnične dokaze in da smo jih že ujeli. Po njegovi teoriji je vesolje pred našim vsebovalo ogromne črne luknje.
Sčasoma so te črne luknje izhlapele. V Penrosovem modelu je zadnji izbruh energije iz vsake od njih prečkal mejo med kozmičnimi cikli in pustil odtis v našem vesolju. Prstni odtis mrtvega vesolja. Kje bi iskali ta prstni odtis? V najstarejši svetlobi, ki jo lahko vidimo, v kozmičnem mikrovalovnem ozadju. To je šibek ostanek sevanja po velikem poku, ki napolnjuje celotno nebo. Penrose in njegova ekipa trdijo, da so nekatera območja toplejša, kot bi morala biti. Ne naključne lise, ampak krožni madeži, približno 8-krat širši od polne lune. V članku iz leta 2020 je ekipa poročala, da so te kroge našli v podatkih tako satelita Planck kot tudi WMAP in so jih poimenovali Hawkingove točke. In če je njihova razlaga pravilna, to niso le naključne značilnosti. To so ostanki orjaških črnih lukenj, ki so obstajale, preden se je naše vesolje rodilo. Drugi raziskovalci so preučili iste zemljevide in prišli do drugačnega zaključka. Ko so ponovno izvedli analizo, je signal postal precej manj impresiven. Težava je v tem, da če v ogromnem naboru podatkov iščeš nenavadne vzorce, jih boš skoraj vedno našel. Pomisli na iskanje oblik v oblakih. Če začneš iskati kroge, jih boš po nekaj časa zlahka našel. Torej, so to resnične brazgotine iz vesolja pred našim ali le vzorci, ki se skrivajo v šumu? Kakorkoli, to postavlja temelje za akademsko državljansko vojno. Raziskovalci si prizadevajo odgovoriti na eno največjih vprašanj v znanosti. Kako se je vesolje začelo? Kariera, raziskovalna sredstva in znanstveni ugled so vsi odvisni od pravilnega odgovora. Vse skupaj je osebno, ker je res tako. In prav zdaj se to iskanje odvija v realnem času. V revijah in na konferencah se ekipe prepirajo glede najzgodnejših kandidatov za galaksije teleskopa JWST. Ali so res tako masivne in oddaljene, kot se sprva zdi, ali pa morda učinki, kot je kozmični ostanki, povzročajo, da izgledajo bolj ekstremne, kot v resnici so. A to ni povezano samo z oddaljenimi galaksijami, temveč tudi z našim mestom v vesolju. Poglejte svoje roke. Vsak atom v njih je nastal v notranjosti starodavnih zvezd. V nekaterih različicah ciklične kozmologije celo svetloba okoli vas morda v kozmičnem smislu ni nova, je le reciklirana iz prejšnjega vesolja. Kje nas torej to pravzaprav pusti? Ne, pri pokvarjenem velikem poku osnovna zgodba, ki ga obdaja, še vedno drži. Vesolje se širi in če čas zavrtimo nazaj, vse kaže na vroč, gost začetek. To je zapisano v najpreprostejših elementih v vesolju. Vodik in helij se še vedno pojavljata v natančno takšnih količinah, kot jih napoveduje teorija. Ko vse seštejemo, je starost vesolja še vedno okoli 13,8 milijarde let. Nove raziskave že segajo globlje v zgodnje vesolje in te majhne rdeče pike bi lahko spremenile naše razumevanje, kako so galaksije sploh nastale. Ne glede na to, kaj JWST odkrije, to ni kriza v kozmologiji, ampak slika vesolja, ki se še vedno dopolnjuje kos za kosom. Zdi se, da je vesoljski teleskop Jamesa Webba pravkar odkril še eno skrivnost in to ni edina, ki se skriva tam zunaj. Če želite izvedeti več, si oglejte 50 presenetljivih dejstev o vesolju, ki jih niste poznali, da vidite, kaj nam vesolje še skriva, ali pa kliknite na ta video.